Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Danes bomo govorili o tem, zakaj neko razmerje propada, zakaj je dejansko nekega partnerstva konec. V bistvu, najprej poglejmo, kaj partnerstvo sploh je, kaj je v partnerstvu pomembno. V partnerstvu sta pomembna dve stvari. Partnerstvo je spoštovanje in druga vrsta je pričakovanje. Da gremo mogoče še en korak nazaj za tiste, ki ste romantiki, za tiste, ki hrepenite po večji ljubezni. Seveda, stvar je v tem, da dejansko najdemo nekoga, ki nam je všeč, nekoga, ob katerem naše srce zaigra, nekoga, ki se vprašamo, a pa bi jaz tebe želel gledati celo življenje, si celo življenje želel zbujati poleg tebe in tako naprej. V bistvu vse te stvari so pomembne, romantika je absolutno pomembna. Ampak potem v bistvu, ko pa gremo nekaj časa v odnos, in nekateri te stvari opazijo že na začetku, pa je dejansko pomembni sta dve stvari. Prva stvar je v bistvu pomembno je spoštovanje, medsebojno spoštovanje. Seveda tukaj moramo vedeti, da če partner vas ne spoštuje, je potem velika verjetnost, da tudi sami vi sebe ne spoštujete. Medsebojno spoštovanje mora biti pomembno, vi morate spoštovati partnerja isto, se pravi, če vi partnerja ne spoštujete, zagotovo ne spoštujete tudi sebe. In druga stvar je v bistvu so sama pričakovanja. Od partnerja mi pričakujemo neko korist, z nekomu smo, zato, ker pričakujemo neko korist. In zdaj, v bistvu, ko govorimo o tem, zakaj partnerstvo propade, seveda v osnovi, če ni bilo spoštovanja, je dejansko partnerstvo že vnaprej obsojeno na propad. Druga stvar je so pričakovanje, ker v bistvu razočaranje po definiciji je neizpolnjeno pričakovanje. In partnerstvo propada, na koncu seveda partnerstvo je konec, vsi smo razočarani, pričakoval sem mislil, da bo čisto drugače, pričakoval sem, da bo v bistvu drugače, sem mislil, da bo to izgledalo tako, sem mislil, da bo moj drugačen, tretje, sem se zmotila, tretje. Kaj dejansko se je zgodilo? Zgodilo se je to, da mi sami nismo bili jasni o tem, kaj mi sploh pričakujemo od partnerstva. Kako bi partnerstvo sploh izgledalo? Seveda tukaj je še ena zadeva. Ni dovolj, da samo mi pričakujemo, kaj bi želeli od partnerstva. V bistvu pomembno je tudi, da dejansko so ta pričakovanja v skladu z, nekimi, ne bom rekel zakoni, z nečim, kar je to, ali je to sploh v redu, ali je to sploh smiselno, ali je to sploh nekaj, kar lahko pričakujem. Ker nekdo pričakuje, jaz se bom pa zdaj poročila, bo pa partner, mi ves čas me bo stregel, on bo služil denar in v bistvu... Razumete? Recimo, jaz sem vzgojen v ne vem, če je to ravno tradicionalna slovenska družina, in recimo pri nas doma je bila nedelja vedno dan, ko se je mama posebej potrudila, vsako nedeljo je nekaj novega skuhala, nekaj ekstra in tako naprej. To bo nedeljsko kosilo za mene zelo pomembno. In potem se znajdem jaz v partnerstvu, kjer pa partnerka pride nedelja, vprašam, kaj pa bo za kosilo, ne vem, dejansko sploh ne da a sploh bo kosilo ali karkoli, dejansko ugotovil sem, da za njo, za njeno družino, tam, kjer je ona odraščala, kosilo sploh ni bilo pomembno. Seveda sem imel razočaran, ampak to je minimalna zadeva. To pomeni, mi moramo imeti jasna naša pričakovanja in ta seveda pričakovanja mora biti v skladu z nekimi principi. A to lahko sploh pričakujemo, a je to normalno, a je to, seveda te stvari so pogojene tudi z nekimi drugimi zadevami. Naslednja točka so potem še vrednote. Če so v partnerstvu
v bistvu različne vrednote, potem ugotovimo, da dejansko vse te stvari postajamo, smo vedno bolj različni, vedno smo bolj na različnih bregovih. Ker gledajte, če imata partnerja neke vrednote in še posebej, če so te vrednote, bom rekel, na nek način večje kot kot njun ego, ne, če imata v življenju namen resnično nekaj zgraditi, potem dejansko zaradi teh vrednot oziroma te vrednote jima lahko pomagajo, da partnerstvo speljemo do konca. Ne. Ampak danes govorimo, zakaj partnerstvo propade. Partnerstvo v bistvu v glavnem propade zaradi napačnih pričakovanj, ker dejansko nismo sami, mogoče v nekaterih primerih tudi sami nimamo jasne slike, kaj želimo v življenju, kaj želimo od partnerstva in potem to ni to, kaj pa bi, ne vem, ampak to pa ni to. Ne, In četrta stvar, ne, ki je tukaj, so še v bistvu, sami dogovori in organizacija. Kaj to pomeni? To pomeni, da v partnerstvu, ko smo skupaj, ne, če gremo v obratni vrstnem redu, da razumemo, kaj sploh partnerstvo je. V partnerstvu mora biti spoštovanje, v partnerstvu moramo imeti razčiščena pričakovanja, v partnerstvu moramo imeti neke vrednote, ki so, usklajene. Če teh vrednot ni usklajenih, jih moramo ali jih uskladiti ali pa najti drugega partnerja, seveda, če je to dovolj časa še. Ne. In potem so tukaj še dogovori in sama organizacija. Dogovori seveda in organizacija je povezana z našimi pričakovanji, ne, ampak ogromno parov gre dejansko narazen, ker imajo vsega poln kufer, ker ne zdržijo več, ker ne zmorejo več. Ne. Za vse sem sama, vse moram sama narediti, noben mi nič ne pomaga, ne vem, otroke sem, taksi sem, to, uno, tretje. Kje je tukaj so neki dogovori, kje je tukaj neka organizacija? Ker organizacija in dogovori v partnerstvu so bistvenega pomena. Seveda ogromno partnerstv gre na to zgodbo, mi da bova spontana, mi se bomo že sproti dogovorili, bomo že videli, mi se imamo radi, bomo vse rešili in tako naprej. Ampak poglejte, če gremo nazaj, ne, jaz izhajam iz tega, ker sam sem že šel skozi ločitev, ne, in ker sem študiral ogromno stran, ki je ravno tako šlo skozi neko takšno situacijo, ne. Potem v bistvu, če gremo nazaj in dejansko analiziramo stvar, kako ločitev izgleda, potem vidiš, kaj se tam dogaja. V bistvu razočaranje zaradi pričakovanj, razočaranje zato, ker ni bilo dogovorov, razočaranje zato, ker niso bile enake vrednote, ne? In seveda zaradi vsega skupaj potem je problem še spoštovanje. Ne? To so dejansko, bom rekel, 4 glavni razlogi, zakaj partnerstvo propada. Če tukaj imamo, prvi ključ je spoštovanje, na katerem gradimo, če tega ni, je absolutno konec, ne? In potem vse ostale stvari pa moramo skomunicirati. Če tega ne skomuniciramo, potem ne, na katerem koli nivoju ste, če tole poslušate in ugotavljate, da imate, bom rekel, neko šibko točko na katerem koli področju, poiščite pomoč, oglasite se, bomo pogledali, bomo videli, kaj se da narediti, ne, ker vedno tukaj iz vsake te točke se da najti pot nazaj, stvari postaviti na prave temelje, uskladiti te zadeve, zgraditi vizijo, ki vam pomaga, da lahko te stvari so zopet kompatibilne in da vidite nek smisel, ne? Ker v bistvu partnerstvo propade, ko dejansko sebe več ne vidite s to osebo. Jaz imam tega dosti, takole ne gre več. Ne? Enostavno ne zdržim, ni mi več, ne počutim se, nisem srečen, nisem srečna, ves čas bolečina, tišina, uno, tretje. Ampak zakaj se vse te stvari zgodijo? Zaradi teh 4 točk. Tako da upam, da ste dobili majčkeno eno tako sliko, zakaj se to zgodi, ker v bistvu obratna pot je pot nazaj, kjer lahko vedno zgradimo, vedno popravimo, vsaka umetnina, če le ni tako, bom rekel, uničena, ne,
da se jo res ne splača restaurirati, se jo da restaurirati. Včasih pač traja malo več časa, včasih je tudi pač malo več treba investirati. Tako da to je bilo eno kratko sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.